Pred 28 leti, ko smo se v Sloveniji odločili za osamosvojitev, smo bili izjemno optimistični, kajti pričakovali smo tedaj pravzaprav zelo upravičeno velik razvojni preboj, ki bi Slovenijo vsaj nekako na simbolični ravni približal Švici, ki nam je bila za vzor. Vendar so se razmere odvile bistveno drugače. Padec na realna tla je bil boleč in še vedno boli. Kako bi pravzaprav ocenili razmere in razmerja v zdravstveni dejavnosti, ki je pravzaprav najbolj izstopajoči del družbenega sistema, najbolj občutljiv del družbenega sistema? Kakšne so razlike med Slovenijo in Švico? Ja, prav imate. Zdravstvo tudi jaz ocenjujem kot eno osnovo ene družbe, ki je urejena, ki deluje, ker nekega dne smo vsi bolniki in tega se moramo zavedati. In zdravniki, in tisti, ki odločujejo o zdravstvenem sistemu, in vsi, ki smo državljani, aktivni ali pasivni volivci. Tega se moramo zavedati in brez tega, da imamo pred sabo bolnika v ospredju in da ta bolnik smo lahko nekega dne tudi mi, se ne bi smeli odločati. Zdaj, ko pa primerjam izkušnje, ki sem jih naredil v Sloveniji in v Švici, v bistvu mene je sezulo, ko sem prišel v Švico. Sezulo me je pa to, kakšno dostopnost imajo tam do zdravstva in na kakšnem nivoju je to zdravstvo. Ob tem, da prispevek zavarovanca, ker tam si zavarovan, ne plačuješ davka oziroma prispevka, je primerljiv, vsaj v relativnem, delno celo tudi v absolutnem znesku s prispevki, ki jih dajemo v Sloveniji. Počutil sem se kot v eni knjigi od enega znanstvenika, ki ga rad prebiram, Jareda Diamonda, in on je na svojih potovanjih po Papui in Novi Gvineji spoznal tudi enega domorodca, Jalija. In ta domorodec Jali mu je postavil tako naivno vprašanje: Why you got so much cargo? Odkje imate vi belci vse? Pridete z avionom, na avionu so traktorji, je moka, je orožje, so zdravila. Odkje vam vse to? In v bistvu to vprašanje, tako sem se jaz počutil v Švici, kot en domorodec, ki vidi neko blaginjo, neke, daljne dežele, kjer pa je vse možno. In Slovenija v preteklosti ni bila tako zelo drugačna od Švice, če gremo še v čas naših dedkov ali pa pradedkov. Ima tudi vse potenciale, da bi lahko bila podobna, bom rekel, enaka. Smo tudi mi malo drugačni kot Švicari, ampak si pa zaslužimo, da bi bilo bistveno boljše. V bistvu smo to vrstne priložnosti zamudili v dobršni meri, pa vendar morda nekje še ostaja upanje, da se to spremeni, čeprav bi lahko rekli, da je v sistemu že toliko anomalij, če recimo pogledamo samo trenutno aktualen problem osnovnega zdravstva, družinske medicine, ki je bila pravzaprav zgled za razvite države, sistem, ki je bil zgled ostalim. Zdaj se ta sesuva, zdravniki obljubljajo, napovedujejo kolektivne odpovedi, v tej smeri se zadeve že zelo pospešeno odvijajo. Kakšno sporočilo je to? Sporočilo sigurno ni dobro. Zdaj, zdravstvo je v bistvu en tak podsistem, ki se je zelo, zelo malo spremenil glede na prejšnji družbeni sistem. Gotovo v nekaterih vidikih je verjetno tak sistem, verjetno v eni povojni razvijajoči se družbi z malo resursov, je verjetno tak način planskega načrtovanja, kjer je bilo treba obvladovati recimo tuberkulozo ali pa trahom ali pa take. To se moramo zavedati, v Sloveniji smo imeli take bolezni. Mogoče je za take stvari tak sistem primeren, ampak tako kot se družba spreminja, se mora tudi zdravstveni sistem prilagajati tem spremembam. Čemu smo pa zdaj priča, je kot slab kirurg pri operaciji, ko pride do zapleta in ta kirurg nadaljuje
z istim, bom rekel zdaj tako, prispodobi, nadaljuje z istim skalpelom naprej, čeprav bi se moral zavedati, da ima v roki napačno orodje in bi moral narediti predah, seveda, če mu pacient ne izkrvavi, premisliti, kaj je naredil narobe in svojo kirurško tehniko prilagoditi. To naredi dober kirurg. In odličen kirurg se iz tega še nekaj nauči, da naslednjič ne bo ponovil iste napake. Včeraj sem gledal po dnevih pogovor med direktorjem zavoda in predstavnikom družinskih zdravnikov in sta bila praktično drug mimo drugega, kot da se ne slišita. In jaz tudi razumem direktorja zdravstvenega zavoda, nič slabega, ne mislim reči z njega, ampak on je v svojem okvirju, miselnem, on tako razmišlja in tudi ne more drugače razmišljati, ker ga tudi konec konca zakonodaja, sredstva in tako naprej veže, da tako razmišlja. Ampak s tem skalpelom, s tem načinom razmišljanja, ki je privedel tudi do tega problema ne bomo rešili, da bomo samo poglobili. Rana slovenskega zdravstvenega sistema je bistveno prevelika, da bi jo lahko rešili zgolj z enim samim skalpelom, ki je očitno pristal tudi v napačnih rokah. Če pogledamo samo nekaj realnih podatkov, zdravstvene reforme, ki bi jo morali imeti že zdavno, do katere bi moralo priti že pred leti, še vedno ni. Ministri pospešeno odstopajo, ekipa na Ministrstvu za zdravje je pravzaprav nemočna, premajhna, kadrovsko šibka. V samem zdravstvu, v zdravstvenih zavodih je v bistvu so prostori, oprema dotrajana, zdravniki nimajo pravzaprav možnosti za razvoj. Nekako se zdi, da se vrtimo in vrtimo v začaranem krogu, morda tudi na ta račun, ker dejansko ne pride do konstruktivnega dialoga in do rešitev, ki bi jih sprejeli konsenzualno. Do reforme, ki bi bila v praksi uresničljiva, ne samo zapis na papirju, ki pristane na koncu v nekem predalu. Točno tako, ker zdravstvena reforma ali pa reforma zdravstvenega sistema, to je prevelik zalogaj za enega ministra, ga ni takega super junaka, ga ni, da bo to naredil. Mi moramo v družbi se dogovoriti, kaj hočemo imeti. In zame temeljna dilema je, ali želimo imeti delujoč sistem ali želimo imeti državni sistem, ker oboje očitno ne gre. In ko bomo imeli, recimo, da se lahko ostanemo v državnem sistemu in potem se moramo sprijazniti, da bo tako podobno, kot je zdaj, lahko pa rečemo, da želimo imeti delujoč sistem, ki pa je lahko še vedno javen. In tukaj je ogromno nesporazumov in manipulacij in spinov. Še vedno je lahko javno, ni treba pa, da je vse državno. In take primere delujočega javnega sistema z udeležbo države, večjo, manjšo, jih imamo kar nekaj. In ti spini pravzaprav, ki jih omenjate, zanje bi rekla, da so bili v preteklosti lansirani, sproženi namerno. In posledica tega je pravzaprav tudi nerazumevanje med ljudmi, kako deluje sistem, kakšna je dejanska prava delitev med javnim in med zasebnim. In na ta način se dogaja včasih tudi zelo neupravičen pogrom nad zaposlenimi v zdravstvu, med tistimi v enem in v drugem delu zdravstva, ki pa je pravzaprav enovito, en sam sistem. En sam sistem, zato ker to je toliko kompleksna zadeva. Tukaj morajo vsi členi delovati, ampak tudi vam povem, ga ni ministrstva s ne vem kolikimi stotimi in tisočimi uradniki, ki bo vse pravilnike, zakone, podzakonske akte znalo sprejeti, da bo vsako situacijo predvidelo. Sistem mora biti tako naravnan, da po naravni poti deluje, s čim manj vpletanja države. Država mora nadzorovati kvaliteto in tisti, ki plačuje, mora nadzorovati, da so računi čisti. To ja, ampak kako v same podrobnosti, tako kot je pri nas hiperregulirano, hiperbirokratizirano, to so absurdi, ker nikoli ne boš vseh situacij predvidel.
Ne? In potem imamo, mislim, jaz sem se pošalil, sem se ženo pogovarjal, verjetno imamo zdaj že toliko uradov znotraj ministrstva, da imamo že urad za urade na ministrstvu. Se ne bi čudil, če to obstaja. Ne? Ampak to, seveda, to sam pove, da to ni rešitev, da to ne privede k reševanju problema. Kar ste rekli, to nepoznavanje, recimo tudi, kar sem se zavedal, ko sem primerjal sisteme v Švici pa v Sloveniji, vprašate povprečnega Slovenca, lahko tudi zdravnika, pa z medicinsko sestro, koliko plačuješ prispevka za zdravstveno zavarovanje. In odgovori so, ne vem, nič, preveč, ker itak nič ne dobim. V glavnem, Švicar ve do stotinke, na rapen, natančno ve Švicar povedati, koliko je ta mesec plačal zdravstveno zavarovanje. Ker ga plača iz svojega žepa, mu ne gre od bruto, torej pač nima tega prispevka avtomatsko knjiženega od bruto plače, ampak mora sam to plačati. Ne? Zato točno ve, kaj plačuje in zato lahko nekaj zahteva. In da se pač ponovim, ker se mi zdi to zelo tak pomemben podatek, v relativnem smislu Slovenci plačujemo več kot Švicari, v absolutnem pa zelo blizu. In če tule potegneva še eno primerjavo, koliko pa Slovenci za to, kar plačajo, v resnici dobijo, glede na sistem, ki deluje v okvirih, kakršni so mu trenutno dani? Moja izkušnja je, da ko res rabiš, ko se ti gre za življenje ali pa za zelo resno stvar, takrat nekako stvari stečejo. Ampak zakaj stečejo? Zato, ker moja kolegica, ki dela kot družinska zdravnica, mene pokliče, da potem tako uredimo stvari. Takrat, ko so stvari resne. Ampak to ni sistem, ki deluje. Tako, v bistvu je največji problem to, da pacient sploh posebno takrat, ko se znajde v stiski, ko niti ne ve točno, kakšna je njegova prava diagnoza, zaradi česa v resnici trpi, tako dolgo čaka v teh neznansko dolgih čakalnih vrstah, v strahu, da je zbolel za resno, morda usodno boleznijo, odgovora pa ni. Potem, ko enkrat pride na vrsto, ko opravijo vse potrebne preiskave, se zadeve odvrtijo drugače, ampak to čakanje je nedopustno, neetično. Tako je. Je neetično, je nestrokovno. Če jaz indiciram, če pride pacient z neko določeno težavo, ki jo jaz prepoznam kot sum na neko določeno bolezen, za katero jaz mislim, da je ustrezna neka preiskava, če potrebuje to preiskavo, jo rabi danes ali pa jutri, ali pa je ne rabi, ker hočemo priti do odgovora čim prej. In če rabi neko zdravljenje ali operacijo, jo rabi jutri ali pa čez en teden, ne pa čez 4 leta. Drugače ni bila indicirana sploh na prvem mestu tista operacija. In tu sva se pravzaprav vrnila k sistemu, ki je nekako postavljen na napačnih temeljih. Pravzaprav rešitve, ki so trenutno veljavne, so že dolgo preživete in bi jih bilo treba postaviti na novo. Tako. Čakajo nas pa ogromni izzivi. Odprite si spletno stran od Statističnega urada Republike Slovenije in si tam lahko pogledamo starostno piramido. In skupina 70-letnikov je danes 15%, 17% prebivalcev približno. Čez 15 let bo ta skupina 20% ali 22%. To pomeni, da se bo njihovo število za 50% povečalo. In v tej skupini imamo točno predvidene, katere bolezni se pojavljajo, razen če ne bo kdo neko čudežno zdravilo v mestnem času odkril. Ampak lahko že zdaj napovemo, toliko in toliko več bo pacientov s sivo mreno, z glavkomom, z okvaro rumene pege, če se na svoje ožje področje omejim, ali pa, če hočete, toliko in toliko moških bo potrebovalo urologa, ker bo imelo tako in tako težavo. In to vemo danes, to ni meteorit, ki bo padel čez 15 let. Mi že danes vemo, da rabimo toliko in toliko nečesa čez 15 let. Upam,
da se kdo s tem ukvarja. Srčno upam. Problem je pač druge. V Sloveniji se zdi, da smo se, oziroma odgovorni v zdravstvu, na vse zadnje so k temu prisiljeni tudi partnerji v zdravstvu, sposobni pogovarjati samo o zdravstvenih programih za to leto. Pravzaprav se še za konkretno leto, še to za nazaj, še tega se niso zmožni dogovoriti in o tem na koncu odloči vlada. In tu je dejansko treba narediti odločen res in postaviti stvari na novo. Sicer tega, kar ste omenili, se pravi, Slovenija je država z najhitreje starajočim se prebivalstvom, demografska piramida je obrnjena na glavo, temu preprosto ne bomo kos. Ne družba, ne sistem. Zelo se bomo morali prilagoditi, potruditi, drugače obeti niso rožnati. Ampak jaz ne maram biti katastrofist in pesimist, sem obratno naravnan, je treba stremeti po rešitvah in če bomo mi ena uspešna družba, ena uspešna država, bodo ljudje k nam prihajali, in mladi, in tudi zdravniki, in ne bomo imeli s tem težav, samo bomo morali biti pa družba na takem nivoju, da si bomo lahko to privoščili. Za zdaj smo v bistvu na žalost še v fazi, ko zdravniki obetavni, prodorni, ti, ki želijo imeti možnosti za razvoj, za nadgradnjo svojega znanja, pogosto odhajajo ne le iz sistema kot takega, ampak tudi iz države. Ob tem bi vas vprašala, kaj pravzaprav je vam narekovalo to pot, da ste šli iskati nove izzive v tujino. Sicer je res, da še vedno delate tudi v Sloveniji, pa vendar. Torej, izkušnja v tujini mi je bila vedno izziv. Malo, da najdeš neko potrditev, zdaj a si prvi na vasi ali tudi kje v mestu kaj veljaš. Nasploh se mi zdi to v redu, da zdravnik tudi del svoje poklicne poti opravi v tujini. Nazadnje tudi zato, da ceniš to, kar je doma v redu. So tudi stvari, ki so v redu, ni vse tako črno. To me je gnalo, pa recimo zdaj čisto in tak konkreten primer. Včeraj sem se vrnil z enega takega zelo intenzivnega izobraževanja in moji kolegi iz Švice, Nemčije, Avstrije, toliko smo nekako napredovali na enem področju, oni bodo lahko zdaj odprli svojo ambulanto, kliniko in operirali suvereno, seveda, že na podlagi prejšnjih izkušenj. Jaz sem prišel nazaj, ampak jaz ne morem zdaj reči zavarovalnici, dajte mi koncesijo za toliko in toliko posegov. Ne bom dobil. Ali pa pacienti, ki bi želeli priti k meni, nimajo izbire, ker država določa. Država določa, zdravnik je zaposlen v državni ustanovi ali pa tisti, ki imajo koncesijo, za katere nekih jasnih pravil, kdaj je dodeljena, kdaj ni dodeljena, po pravici povedano ni. Torej imamo dve kategoriji zdravnikov, zdravnike s koncesijo oziroma tisti, ki so zaposleni v državnih ustanovah. Tem država omogoča povrnitve stroške zdravljenja. Potem imamo pa zdravnika, ki noče, recimo, z takega ali drugačnega razloga delati v državni ustanovi, ki ne more dobiti koncesije, ampak če pa zdravnik hoče k temu zdravniku, pa mora plačati v celoti svojega žepa. Absurd je toliko večji, če bi ta isti zdravnik, recimo jaz, delal čez mejo, bi mu pa ta ista zavarovalnica pa to zdravljenje povrnila. Tako da zdaj jaz ne vem, kdo je tle nor. Pa mislite, da je slovenska družba dovolj zrela, da bi te sistemske nesmisle presegli v dobro bolnikov? Točno tako. Mi moramo začeti eno širšo debato, kjer bo bolnik v središču. Tako kot sem povedal prej, a želimo imeti delujoč sistem, ali želimo imeti, ne vem, ga poimenujemo, kakor hočemo, ampak ni delujoč. In potem in prvo je ta splošni družbeni konsenz potreben, ker to ni stvar ene koalicije, enega sklica državnega zbora. To je stvar, ki potem mora tudi stati za dlje časa. Zato se mora tukaj vsaj dvetretjinska
večina, po možnosti pa še večja, spraviti skupaj. Seveda bodo tudi kakšni rezi, bodo tudi kakšne spremembe, ampak to se vse da tako urediti, da tudi tiste socialno najbolj ogrožene skupine zaradi tega ne trpijo. V Švici nihče ne rabi prodati hiše zato, ker je zbolel. Je navzgor določen tisti plafon, koliko ti še zraven prispevaš. Ampak prav ta, recimo, samo prispevek pa hkrati tudi malo kritičnosti uvede. Ker če vse zastojn, kot se pri nas reče, pol tudi ni cenjeno in so možne tudi zlorabe, žal. Ampak tudi jaz ne bi govoril o zlorabah, ker to ni na prvem mestu. Pa če se morda, zdajle tukaj ste me spodbudili vendarle k še enemu vprašanju, ko ste omenili zlorabe. Kaj pa korupcija v Sloveniji? V zdravstvu je odigrala na žalost pomembno vlogo. Kaj menite o tem? Korupcija je tisto osnovno zlo. In korupcija nastane, ker je sistem tako naravnan, da jo omogoča. Daleč od tega, da bi bili vsi zdravniki koruptivni, ampak tveganje pa je, sistem je tako nastavljen, da si bolj izpostavljen takemu tveganju. In zato je potem tudi več primerov tega. V Švici so ravno tako zdravniki, ki goljufajo in tako naprej, ampak jih razkrinkajo. In tisto so kar hude posledice, ker deluje nek nadzor. Ampak korupcija ni samo, tako kot si predstavljamo, neka plava kuverta z neko gotovino. Korupcija ima več obrazov. Korupcija je lahko tudi, če nekdo napreduje po hierarhiji, nezasluženo, če ni najboljši izbran za najboljše mesto. To je tudi korupcija, ker potem ve, da je tistemu nad sabo dolžen neko uslugo oziroma je potem ga nekako v šahu, ni suveren pri strokovnih odločitvah in tudi ni spoštovan pri tistih, pri katerih bi moral biti najbolj spoštovan, pri svojih podrejenih. In tak ne more sprememb spraviti skozi.